Dobrodošli na današnjem pogovoru Maternica v kapitalizmu, kjer se bom s svojima dvema gostoma pogovarjala o teh dveh knjigah, ki jih vidite pred mano. Torej prvo naj predstavim knjigo Françoise Verger, Maternica, kapitalizem, rasizacija, feminizem, kjer avtorica nekako predstavi okoliščine in pa poročanje o prisilnih splavih, ki so se dogajali na čezoceanskih departmajih, na francoskih čezoceanskih departmajih. Avtorica si za primer izbere Reunion in uporabi nek splošen kontekst Francije v tistem času, tudi celinske Francije, kot izhodišče za kritiko kolonialnih politik in pa francoskega liberalnega feminizma. In spremno besedo v tej knjigi je napisal Blaž Gzelman, torej moj prvi gost, in jo naslovil Vztrajanje kolonialnega razmerja. Druga knjiga, ki bomo danes obravnavali, pa je naslovljena Kapital in reproduktivne pravice zahodne kapitalistične države, ki jo je napisala Liljana Burcar, ki je tudi danes z mano. Avtorica v tej knjigi obravnava načine omejevanja reproduktivne avtonomije žensk v zahodnoevropskih državah, predvsem. In v knjigi osvetli problem razrednih razlik pri reproduktivni avtonomiji oziroma njenem pomanjkanju in pa vlogo, ki jo pri tem igra kapitalistični sistem. Naj pa omenim, da je torej gospa Burcar Gospod. Burcar je Tovarišica Burcar. Bomo kar tako. Leta 2016 izdala tudi knjigo Restavracija kapitalizma, repatriarhalizacija družbe, ki pa tukaj nad mano. Torej Tovarišica. In vse te tri knjige so izšle pri založbi Sofija. In bi mogoče kar začela s svojimi vprašanji. Prvo bolj posredno vezano na Maternico kapitalizma, ampak se mi zdi, da da nek pomemben kontekst. In sicer zdaj kar za oba uporabljala za tovariša Gzelmana. V spremni besedi nekaj govora namenite pogojem nastanka in reprodukcije kapitalističnega sistema oziroma odnosu med razredom kot pogojem za nastanek sistema, ter pa spolni in rasni diskriminaciji kot pogojema za reprodukcijo. Kako se odnos imperialističnih sil do maternic rasiziranih žensk veže na produkcijski način oziroma preseg dveh produkcijskih načinov, kapitalističnega in kolonialnega, ki vladata v narekovajih bivših kolonijah? Mislim, kar kompleksno vprašanje, no, upam, da, oziroma vprašanje, spod vprašanje, upam, da bom lahko ustrezno razčlenil problematiko. Zdaj se moram delati, da nisem dovolj teh vprašanj naprej, da lahko spontano izpade. Ne, se hecam. Skratka, v bistvu sem se tukaj v spremni besedi, kjer to sem tudi omenil naslonu na pisanje Charlesa Pousta o razmerju med kapitalističnim produkcijskim načinom, oziroma ne v odnosu, ampak v odnosu seveda razmerju razreda do vprašanja rasizma in pol v ekstenziji recimo nekako tudi mogoče bi lahko govorili seveda o vprašanju patriarhata oziroma seksizma in tako naprej. Zdaj, v neki, ne vem, abstraktni skici kapitalističnega izkoriščanja oziroma izkoriščanja znotraj kapitalističnega proizvodnega načina ne potrebujemo recimo zatiranja na podlagi rase ali pa spola ali pa česarkoli drugega, etnije in tako naprej. Mislim, važno je seveda to razmerje, da so, ne vem, da je neposrednim proizvajalcem, da so odtegnjena produkcijska sredstva. To je povsem dovolj, da si, ne vem, tisti, ki niso neposredni proizvajalci, nek presežen produkt prisvajajo. Zdaj, pa Poust pa reče, ampak ni pa to res za konkretne zgodovinske oblike reprodukcije kapitalističnih družb. On pravi, da je recimo, ne vem, za potrebe kontinuiranega
izkoriščanja dela strani kapitala, je seveda nujni pogoj tudi rasizem oziroma rasizacija segmentov delovne sile. Ravno zaradi tega, da se lahko delovno silo fragmentira oziroma diverzificira v procesu, v stalnem, kontinuiranem napadu proti njihovi poskusom politične homogenizacije. In zaradi tega tudi, z rastjo, oziroma z vse večjim izpopolnjevanjem, naprimer, proizvajalnih sil, se ne homogenizira delovna sila, kot recimo bi skušali prikazati nekateri teoretiki površno, ampak je ves čas zelo heterogena v resnici. In zgodovinski primeri, on si pomaga z zgodovinskimi primeri, seveda jasno pokažejo, da je, se dogajalo ravno zato skrbela, vpeljevanje, naprimer, za potrebe akumulacije kapitala, migrantska, priseljenska delovna sila, ki je upravljala, ali pa še danes je to, saj ni to zgodovinski primer, samo restrukturirajo se, mogoče migrantske skupnosti in tako, da upravljajo najslabša, najtežja dela, najslabše plačana dela in tako naprej. In zgodovinsko, oziroma kakorkoli on si vzame za primer zgodnjo družbeno formacijo, mlado kapitalistično družbeno formacijo v ZDA, naprimer, pač tam prikaže, kako je na primeru, afroameriške populacije, v odnosu do, recimo belske, se to ves čas vnašala ta heterogenost, se je fragmentirala delovno silo, so skupnosti pretežno belskih delovnih kolektivov, recimo, organiziranih tudi na podlagi tega, da so bili, anglosaški, delavski, protestantski in tako, v primerjavi z drugimi, naprimer, že z mlajšo migrantsko populacijo, ne nujno sploh za afroameriško, prednje sploh prišla, naprimer, ta v velika industrializirana mesta, že v primerjavi z, vzhodno, južno, evropsko, ki je bila katoliška, judovska in tako, so branili v svojih konzervativnih delovnih organizacijah svoje pridobitve, recimo. Kapital je pa seveda po drugi strani vnašal neko tehnološki napredek in s tem izsiljeval, recimo, na ta način organizirano delo, ki je zelo svoje ozke ekonomske pridobitve branilo, ga je nadomeščal z, neizučenim in tako naprej delom, z množicami, ki so se pač preseljevale v ZDA in tako naprej. Skratka, tukaj nekje ta lok argumentativen mogoče na nek način izpelje tudi ko skuša pokazati, naprimer, da, kot sem na začetku povedal, ni to, razred je neko osnovno izkoriščevalsko razmerje, ampak nujno za reprodukcijo je pa seveda tudi, zatiranje na podlagi rase, spola in tako naprej, Zdaj, kako se je to kazalo, če se postavim v druga podvprašanja, oziroma kakorkoli že tega druga dela vprašanja, v konkretni družbeni formaciji na Reunionu, mislim, da je bilo nekaj takega, najbolj slikovito, pa sploh ni specifično za ta konkreten primer, ki si ga avtorica izbere, kot si na začetku omenila, ampak mislim, da lahko opazujemo ta strukturna razmerja, da je v glavnem dobra teoretska ekspozicija in lahko apliciramo na vsa razmerja med nekim kolonialnim središčem in kolonizirano družbo. Med njim vlada neka zelo jasna asimetrija, se mi zdi, ker, recimo, v koloniji imamo seveda rasizirana in ospoljena telesa na eni strani, v centru, v središču akumulacije kapitala, kamor se tudi seveda profiti stekajo, zaradi tega, ker se pač itak, namembno ohranja podrazvito
kolonijo oziroma tudi nekdanjo kolonijo, na primeru recimo konkretno Reuniona po drugi svetovni vojni, se ji preprečuje nekak nek avtohton, avtonomen razvoj, to itak se je z usiljenim kolonialnim razmerjem že razbilo, a ne, niti se ne more, ne vem, tako evropocentrično rečeno, razviti v nek industrijski kapitalizem zares in zato obstaja, ne vem, presežna delovna sila, podproletarizirana oziroma lumpen proletariat ostaja, ki se ga, ne vem, v prvi fazi razlašča, ne more na svoji zemlji delati, kjer je, ne vem, nekoč lahko, po drugi strani pa seveda ne more tega presežka pobrati, ne vem, v urbanih okoljih, kot je to mogoče bilo na zgodovinskem razvoju zahodnih kapitalističnih držav, industrija, ker te enostavno ni, a ne. In tukaj recimo je en razlog ali pa glavni razlog, da je prišlo do politik na teh reunionskih rasiziranih telesih, ki so jih po en stran izvajali torej prisilno sterilizacijo in neprostovoljno seveda prisilno tudi upravljali splave ženskam, po drugi strani pa je imela Francija, francoska država, francoska imperialistična država, sistematično politiko, ki jo je vsiljevala, da zaradi pač takšne nerazvitosti otoka, ki naj bi bila spontana, ker pač to ni belska, ne vem, evropska država in se ni ustrezno razvila zgodovinsko, je prihodnost tako rekoč neobstoječa pri njih in je treba dobesedno izvažati oziroma preseljevati prebivalstvo v metropolo, ne, torej v evropsko Francijo. To pomeni, da kapitalu, ki je koloniziral Reunion, ni bilo treba skrbeti za, po eni strani, reprodukcijo, na primer, generacijsko reprodukcijo, to so preprečevali in hkrati so že na nek način neke izdelano ali pa bodočo delovno silo dobivali v razvite, ne vem, industrializirane francoske regije ali kakorkoli, a ne. Na drugi strani, seveda, so, ne vem, imeli, asimetrija je v tem, da v evropski Franciji je bila pa seveda absolutno prepoved splava, a ne, je bila pa to osrednja politika, a ne, tam so pa, mislim, spodbuja rodnost, vsakakorkoli je bilo to neko povsem, mislim, kriminaliziran akt, ne, oziroma kriminalizirano dejanje. Poleg tega so pa seveda za, ne vem, boljše, višje administrativne službe, kar se je potem s časoma skozi 60. in 70. na Reunionu izoblikovali v nek srednji razred otoški, so pa pošiljali iz belce Francoze, ne, da so zasedali ta delovna mesta, češ da ni usposobljene recimo domače delovne sile na otoku, ne. Kar je nadaljnje seveda vnašali razdore v potencialno recimo homogeno delovno silo, ker so tukaj si čisto nasprotovali po materialnih pogojih, na en stran, ne vem, bolje plačani javni uslužbenci, a ne, pa večinsko belci, po drugi strani pa, ne vem, domače prebivalstvo, ki je pač bilo kmečko in nekaj malega delavstva, no. Ne vem, mogoče sem se malo zapletel in ne vem, kaj sem vse povedal do zdaj. Ne, se mi zdi, da dobro poda kontekst. Če smem lahko pripomnim še kaj? No, tu je potem zanimiva korelacija tako merkantilistične politike, ki jo je zasledovala Francija kot nacionalistična, kapitalistična država, tudi v konfliktu in v spopadu z Nemčijo, torej interesi Nemčije, Nemčija napram Franciji po prvi svetovni vojni in zato še večji poudarek na natalitetni demagogiji, ki Francijo podčrtuje vse do danes. Torej, začne se leta 1920 torej že napoleonski, torej
zakon po Napoleonu 1810 uvede svoje, ampak to se potem okrepi 1920 za razliko od sovjetske kriminalizacija in sicer gre v dveh etapah. Torej 1920 je prepoved abortusa in hkrati tudi prepoved širjenja kontracepcijskih sredstev. Torej to oboje gre skupaj v istem zamahu. 1923 se ta zakon o prepovedi abortusa v Franciji še zaostri, zato ker ne gre samo za kriminalizacijo izvajalk in izvajalcev, pa žensk, ki k posegu pristopijo, ampak 1923 se to zaostri do te mere, da gre tudi za kriminalizacijo poskusa abortusa, ki se ne izvede v abortusu, ampak se nosečnost še vedno izpelje do konca in gre tudi za rojstvo otroka. Torej 1923 nastopi še nadaljna poglobitev te kriminalizacije. Istočasno pa velik kapital, ki je blizu cerkvi in tudi na podlagi dveh enciklik, zadnja potem odločilna pride leta 1937, izpelje program načrtnega institucionalnega pogospodinjevanja za uvedbo tako imenovanega materinskega dodatka k edini hraniteljski plači v družini z enim zaposlenim. Torej, to je uvedeno, torej v 20 letih se to že začne vzpostavljati na pobudo industrialcev. Vzpostavljajo se skladi, v katere industrialci sami pač prispevajo denar. Potem ampak kako se to distribuira, je prepuščeno posameznim regijam in posameznim fundacijam, ki jih vodijo veleindustrialci. 1938 to v Franciji postane zakon. Torej, ob sočasni prepovedi abortusa in sočasni prepovedi uporabe in širjenja kontracepcije, razen kondomov, torej vse, kar je povezano z regulacijo seksualnosti pri ženskah in tudi z izvajanjem svoje lastne avtonomije. Torej, zakaj so bili kondomi iz tega izvzeti? Zaradi vojaških ekspedicij in kolonializma, tako rekoč. Torej, eksplicitno je navedeno, da kondomi niso predmet pregona, medtem ko se ostala oblika kontracepcije ostaja predmet pregona in to v Franciji velja do leta 1967. Francija prve centre za ozaveščanje o kontracepciji vzpostavi šele leta 1272. Torej, vse to priča o nadzoru in seveda gre za natalitetno ali tako imenovano merkantilistično politiko, kajti Francija tekmuje med drugim za Nemčijo in ko se sprejme zakon o prepovedi abortusa in prepovedi kontracepcije, potem pa se uvede še gospodinjski dodatek ali gospodinjska plača, v parlamentu poteka debata in citiram, torej Francija zaostaja za Nemčijo. Nemčija točno ve, da ni dobro imeti preveč strojepisk in uradnic, ampak gospodinj. Torej, gospodinje, ki bodo o prepovedi kontracepcije in abortusa bile prisiljene še bolj rojevati, tako rekoč. No, in iz tega potem izhaja uvedba gospodinjskega dodatka, gospodinjske plače, ki najprej se izplača v višini 5 do 10%, ne glede na število otrok. Leta 1941 se to spremeni in ta gospodinjski dodatek pod pogojem, da mati takoj po rojstvu otroka ostane doma, nepreklicno doma do konca svojega življenja. Torej se ne zaposli, ima družina pravico do tega dodatka, sedaj se ta dodatek ali materinska plača odmerja glede na število otrok v družini in znaša do 30% povprečno določene delavske plače. Torej, materinsko plačo ali gospodinjsko plačo je uvedel velik kapital v Franciji, predvsem tisti, ki je bil bliže katoliški cerkvi oziroma katoliški sredini. In ta gospodinjska plača obstaja v Franciji od 1238 do 1078 in je tudi potem sovpadno z torej, ko se gre od polnega standardnega hraniteljskega modela k moderniziranemu 1,5 v Franciji, seveda. In ta natalitetna merkantilistična politika se potem odrazi tudi v uvedbi prvih porodniških oziroma starševskih dopustov. In to ima Francija še vse do današnjega dne. Kajti starševski, in to je seveda oblika, torej starševski dopust v Franciji ni oblika opolnomočenja, ekonomskega opolnomočenja ženske ob vstopu v materinstvo, ampak je sestavni del natalitetne politike, kajti plačilo je pavšalno. Če mati s 3 in več otroki izstopi s trga dela, je upravičena za vsakega otroka, torej
do 3-letnega starševskega dopusta in danes govorimo o današnji situaciji, ko je povprečna plača v Franciji 1770 €, so takšne matere upravičene do mesečnega nadomestila v višini 700 € ob 3 otrocih. Ta starševski dopust je bil uveden v Franciji bil starševski dopust najprej uveden za ženske, ki so rodile 3. otroka in sicer leta 1984 postane plačan. Leta 1977 so upravičene šele do prvega odhoda na starševski dopust pod pogojem, da delajo v podjetju, ki ima 200 ali več zaposlenih, pod pogojem, da so pri istem delodajalcu delali 1 leto že prej in seveda od 77 do 84 leta nimajo plačenega starševskega dopusta, kar je vse sestavni del pogospodinjevanja in se napenja seveda na to kopito, ki je bilo nastavljeno že v 20 letih 20. stoletja v Franciji, institucionalizirano za gospodinjsko materinsko plačo leta 38 in potem se v taki obliki posodablja v 80. in 90. letih. Starševski dopust za drugega otroka je bil uveden šele leta 1994 in šele leta 2004 ob rojstvu prvega otroka. Torej, to je jasen znak natalitetne politike. Če rodiš prvega otroka, to ni nič, mogoče je nekaj, ko rodiš drugega otroka, šele potem je nekaj, ko rodiš tretjega otroka. In tudi dolžine starševskih dopustov so različne glede na število otrok in tudi plačna nadomestila so različna glede na število otrok. Torej, najnižje plačno nadomestilo in najkrajši starševski dopust je, če rodiš enega otroka in takrat imaš pravico samo do 1-letnega oziroma do polletnega starševskega dopusta, skupaj s porodniškim je to 1 leto, za 2 otroka lahko od 2 do 3 let in za 3 in več 3 leta. Pri čemer je 84. in 85. ob teh podaljških starševskega dopusta Francija uvedla tudi možnost dela za polovični delovni čas in 2 različnih vrst izplačil nadomestil. Torej, tiste, ki ostanejo v celoti doma in ne delajo za polovični delovni čas, kar pa pomeni 16 ur na teden, kajti v Franciji velja 35-urni delovnik, kajti 1 ura vsak dan za odhod na malico ali kosilo ni plačana in se ne šteje v delovnik, čeprav vi delate ste tam 8 ur na dan. Torej imate 35-urni delovnik in možnost dela za polovični delovni čas je torej 16 ur do 32 ur. In potem so tudi različne in se nižajo ta starševska nadomestila. Torej, to je vse sestavni del tudi natalitetne demagogije, natalitetne politike in seveda novega modela, hraniteljskega modela, ki ni nujno več standardni, kot ga je uveljavljala pač ta materinska plača, ampak je posodobljen in še večja razredna diferenciacija, ker seveda gre za vzpostavljanje dvotirnega sistema. Odrivanje nekaterih žensk na 3-letne starševske dopuste ob možnosti dela za polovični delovni čas, za nekatere bogatejše premožnejše skupine žensk pa lahko do 1 leta, oziroma ni 3-letnega starševskega dopusta, ampak je Francija v 80. letih uvedla institut licenciranih in nelicenciranih varušk na domu za premožnejše, pri čemer država subvencionira urno postavko in nudi davčne olajšave. In imamo znotraj samega sistema razredno diferencirano natalitetno politiko, torej tako imenovano demografsko natalitetno politiko, merkantilistično politiko. Torej, ženske, ki so na fleksibilnih delovnih mestih, ki so revno zaposlene, torej revno zaposlene ženske pred 1. ali 2. rojstvom, se jih potem prekanalizira tako rekoč v skorajda standardni hraniteljski model in one so tarča te natalitetne demagogije, ki danes še vedno drži pač ta francoski sistem navzgor. To je samo okrušek celotne slike, ker seveda napram temu, kar pa je recimo potem Francija počela v svojih kolonijah. Torej, to je sistemsko, se moramo tega zavedati, kako to deluje v imperialističnem centru, da razumemo, zakaj je potem torej, da imamo tudi v imperialističnem centru natalitetno demagogijo, ki deluje k povečevanju števila prebivalstva napram neokolonialni umetno ustvarjeni periferiji, kjer gre za drugačno politiko, ki se imenuje populacijska politika.
To je zelo pomembno. Torej, danes, ko slišite ta izraz populacijska politika, je to eufemizem za rasializirano, kolonialistično, prebivalstveno politiko. Zdaj sem se. Ja, ne, se mi zdi, da sta oba kar dobro napeljala na moje naslednje vprašanje. In sicer ravno te neke dvoličnosti natalitetne politike na eni strani in potem populacijske na drugi. Ker torej Verže v svoji knjigi poroča o prisilnih splavih na Reunionu, medtem ko je bil splav v celinski Franciji, Verže ga pa imenuje heksagon, še prepovedan. In nekako ta prepovedi splava oziroma poskusi, da bi se ga čim bolj omejilo, predvsem za revne ženske, se dogajajo še zdaj in te iste države, ki te stvari počnejo, pa z milijoni iz proračunskih blagajn financirajo dostopnost kontracepcije v državah v razvoju. In sem vas, Turišica Burcar, potem na tej točki je moje naslednje vprašanje, torej kaj je namen zniževanja rojstev v državah v razvoju in kako te neke vele sile to izvajajo, preko česa? Mislim, da mogoče velja pogledati malce najprej nazaj v preteklost, da razumemo sedanjost. Bi tako raje, čeprav sem sedaj spremenila, sem se pripravila, gledajte, koliko sem se pripravila, ampak okej. Bom spremenila malo ta narativ. Torej, mogoče velja, torej današnjo populacijsko, imperialistično in neokolonialistično politiko vodijo Združene države Amerike, predvsem preko svoje agencije USAID in hkrati z vplivom pri Združenih narodih, pri tako imenovanem, nekdaj imenovanem Population Fund, kako ne bi se to, prebivalstveni sklad. Danes ima to neko novo moderno ime, ki je spet eufemizem za stare politike. Ampak to, kar je potem so Združene države preko USAID-a in tudi pri Združenih narodih v 60. in 70. letih, torej leta 61, 65 in 72, kar so usilile Združenim narodom, so zastavile na svojih tleh in tako se je potem to odražalo tudi na periferiji in je še sedaj danes, umetnostna periferija je še danes stvar te politike, ki se vrši tudi še vedno pod okriljem Združenih držav, pridružene so Danska, Švedska, Francija, Nemčija, torej vse te države, ki dejansko Nemčija ima še danes oziroma sploh bo imela, torej že od leta 1974 v svoji ustavi, Zahodna Nemčija, v svoji ustavi pač določilo, da je zarodek oseba in da je abortus kriminalno dejanje in ga je možno izvajati z izjemami pod temi postavkami, ampak če tem postavkam ni zadoščeno, kot recimo tako imenovani čas za premislek in tako dalje, pa še nekateri zakoni, ki so še veljavni iz leta 1933, kar zadeva diseminacijo informacij glede dostopnosti abortusa, torej velja, da je to kriminalno dejanje, ampak istočasno in hkrati Nemčija ne nudi kontracepcije, ne subvencionira kontracepcije, ni sestavni del zdravstvenega zavarovanja po 20. letu starosti oziroma 21. letu starosti. Istočasno namenja po 400 milijonov, torej samo med 2011 in 2022 je namenila skoraj $500 milijarde za subvencionirane kontracepcije za potrebe nadzorovanja rojstev v tako imenovanih v neokolonializiranih deželah. Ampak da to vse razumemo, torej Nemčija in vse te evropske države so pridružene članice, to politiko dejansko usmerja in vodijo Združene države Amerike, ki so bile jedro eugenistične politike, ki so jedro rasializirane populacijske politike in ki so tudi jedro merkantilistične politike. Torej, merkantilizem se je v bistvu začel v Franciji v 18. stoletju, ampak postane jedrna politika, ki se združuje torej z eugenikom in se združuje z maltuzijanstvom. Torej, imamo maltuzijanstvo, eugeniko in merkantilizem. Merkantilizem je samo politika torej je ideologija, da se moč naroda, torej nacionalne kapitalistične države, torej nacije, da se moč nacije meri po številu prebivalstva. In zato seveda tudi ne po tehnološkem razvoju, ne tako. To so še preživele ideologije, ki se ponovno pač vpenjajo v medsebojne imperialistične konflikte in spopade.
Torej, na ozemlju ZDA imamo, ZDA so paragon eugenistične politike. Eugenistična politika, ki se potem oplaja z merkantilizmom in ki se oplaja z maltuzijanstvom. Maltuzijanstvo je ideologija, ki se zakorenini v 19. stoletju, sicer sega v konec 18. stoletja, ko Malthus objavi pač ta esej, in po tej ideologiji pač ta ideologija pravi, da se število prebivalstva veča eksponentno, torej večkratno, medtem ko se zaloge surovin in hrane večajo linearno, torej 1 plus 1 plus 1. Zavoljo česar se ustvarja manko in torej bo slej ko prej začelo primanjkovati naravnih surovin in možnosti za preživetje, zaradi tega je pač treba omejiti, kasneje to postane politika, treba omejiti biološko reprodukcijo najrevnejših, torej najprej za abstinenco, kot je maltuzijanstvo izvajalo za abstinenco, in potem s kasnejšimi porokami ter tudi s preprečevanjem določenih oblik porok med določenimi skupinami ljudmi. To je pač maltuzijanstvo. No, in prelomno je 20. stoletje, ko se vse to med sabo združi v Združenih državah Amerike in maltuzijanstvo se spoji z evgeniko. To je zelo pomembno, kajti ta politika še danes tudi obvladuje tako imenovano populacijsko politiko. Kaj je ta evgenika pomenila skupaj z merkantilizmom, kako je to bilo racializirano in kako so ZDA to izvažale potem tudi v neokolonistične države. Torej, Roosevelt, sem si pripravila citat, torej to je bilo že 1905, torej ta danes dinastija, ki se jo hvali kot liberalno odprto. Ja, to je liberalizem to je liberalizem v kapitalizmu. Torej, Roosevelt je obsodil uporabo, 1905 je obsodil uporabo kontracepcijskih sredstev in s tem načrtovanje družine med belskim prebivalstvom, češ da naj bi to vodilo v samomor, izumrtje belske rase na račun prosperitete in širjenja ostalih skupin ljudi. Posledično evgenika to združi, torej imamo merkantilizem, torej da se more povečevati belsko prebivalstvo, hkrati je to racializirano in imamo potem tudi maltuzijanstvo, ki postane sestavni del evgenike. Torej, merkantilizem in maltuzijanstvo se spojita v skupnem korenu evgenike. In kaj je to pomenilo? Torej, 1904 oziroma 1903 že in 1907 prve 3 ameriške države sprejmejo evgenistične, rasistične in razredno markirane zakone. To pomeni, da se sterilizira tako imenovane kategorije, novo ustvarjene kategorije, umetno ustvarjene kategorije ljudi kot drugih, in sicer se jih definira kot nezadostne skupine ljudi, in v angleščini je uveden izraz nevredne skupine ljudi. In to so ljudje s težavami, torej z duševnimi težavami, to je ena skupina. Drugo so ljudje, ki imajo ki so imeli kot otroci težave v fizičnem ali psihičnem razvoju, torej so v bistvu določene skupine invalidnih oseb. Potem tretja skupina so ljudje s kriminalno datoteko in četrta skupina so vsi revni. In te je potrebno podvreči sterilizaciji. 1927. ameriško vrhovno sodišče potrdi sterilizacijo kot uradno veljavno politiko domnevnega spopadanja z revščino in preprečevanja tako imenovane biološke reprodukcije med določenimi skupinami ljudmi, s čimer naj bi se razrešilo revščino, naj bi se odpravilo revščino v ZDA, torej za revščino so že obtožene skupine izkoriščenih, tudi belskih izkoriščenih, torej vsi ti razredi. In iz tega potem izide, da v 20. in 30. letih več kot 25 ameriških držav izvaja sterilizacijo. Jedro, epicenter je Kalifornija, Los Angeles. Jedro je Los Angeles, Kalifornija, ob izdatni podpori, finančni podpori
Rockefellerjev, dinastije Carnegie, še neke potem privatne železniške firme. In ti osebki, bom nekoliko daljša, ker mislim, da je to zelo pomembno za razložiti, da vidimo, kako se povezuje to s sedanjostjo. Torej, ti osebki, Pardon, sem še enkrat za predah. O katerem obdobju zdaj govorimo? To zdaj govorimo o 20. in 30. 20. in 30. leta, potem bom prešla na 60. kmalu. Torej, se to me zanima. Torej, imamo Carnegie, Rockefellers, potem imamo še the Harriman Railroads in tako dalje. In torej, torej ti izdatno financirajo in že 1904 The Carnegie Institution je pomaga financirati laboratorij, kjer potem se začnejo izdelovati kartice, take pregledne kartice, kot jih je kasneje imel IBM, s katerimi so si pomagali nacisti pri sortiranju žrtev v nacističnih taboriščih. Torej, in hkrati ta kapital financira upotegne pač evgenike z Harvarda, Yale in Princetona in 1902 predsednik Stanfordske univerze, tako da boste vedeli, kaj so te ameriške univerze in kaj so še danes. Danes imajo velike, ogromne deleže v militarističnih industrijskih kompleksih in da takrat tudi ni bilo nič kaj drugače. Torej, predsednik Stanfordske univerze, to je bil David Starr Jordan, pride na dan za izjavo, da, in to postane template, torej da je revščina in da je talentiranost stvar krvi. In to je race and blood theory. Torej, da revščina je podedovana, ni strukturno ustvarjena, da talent, torej white supremacy, pod ta talent se skriva pač white supremacy, nadvlada, da je pač to podedovano. In sedaj, torej vse to potem privede do tega, da se vzpostavijo eugenistična društva, instituti, ki sodelujejo potem v 20. in 30. letih z nacistično Nemčijo. Torej, vse to, kar je financiral Carnegie, the Rockefellers, in potem the Rockefellers and the Carnegie Institution, tudi financirajo podobne institute v nacistični Nemčiji in kalifornijske univerzitetni akademiki sodelujejo neposredno z izpostavami v Rockefellerskimi Carnegie izpostavami v nacistični Nemčiji in to potem med drugim pripelje tudi do financiranja Kaiser Wilhelm Institute in iz tega potem izide še Frankfurtska eugenistična šola in tam je bil s financami, ki jih je posredovala oziroma dala the Rockefeller family, iz tistega, tam je deloval Mengele kot asistent enemu od teh eugenističnih znanstvenikov, ki jih je neposredno pač financiral the Rockefellers. Torej, Rockefellerji so do leta 1926 donirali $410,000, to je prevedeno danes 4 milijone evrov. Torej so donirali nemškim znanstvenikom, da so tu vzpostavili eugeniko in potem, torej 26. Rockefellerji posebej donirajo še 250,000 evrov nemškemu psihiatričnemu inštitutu, torej Kaiser Wilhelm Institut. Ta eugenika je vodila v Kaliforniji in potem po najrazličnejših državah Združene Amerike je vodila v prisilno sterilizacijo cele vrste žensk. Tarče so bile revne ženske in to je imelo tudi svoj rasializacijski moment, ker med revnimi ženskami so bile najbolj izpostavljene ženske iz Latinske Amerike, to je bilo v 60. in še celo do začetka 70. let, najprej pa Afroameričanke. In kaj se je zgodilo? Torej, pred letom 1974 ko je prišlo do zamenjave paradigme, je bilo prisilno steriliziranih v Združenih državah Amerike ne 60 ali 70 tisoč ljudi, kot so to take wikipedijske oznake, ampak je bilo steriliziranih vsaj 100 do 150 tisoč revnih žensk. Kaj šele potem vse ostale druge skupine. Torej, revnih žensk in primarna tarča so bile Afroameričanke.
V primeru, da torej ta sterilizacija je potekala tudi v okviru programa Medicaid. Torej, Medicaid je posebej targiran za revne ženske in sicer Medicaid takrat v 60-ih, 70-ih letih so lahko k temu programu pristopile ženske, revne ženske z dohodki pod pač pragom minimalno določene, pač najnižjega dohodka, ki predstavlja revščino, ampak so morali biti ali noseče in so potem imeli pravico do dvomesečne oskrbe, potem pačal, tako je še danes, torej, in potem še invalidne ženske in nekatere druge ženske. In te ženske so, če so potem so lahko, kljub Haitovemu amandmaju kasneje, so lahko pristopile k abortusu ali pa so rodile. Ko so rodile ali ko so pristopile k abortusu, so morali podpisati, večina med njimi sploh ni vedela, kaj podpisuje, so morali podpisati, da se jim potem izvede sterilizacija, takoj po izvedbi abortusa ali pa po rojstvu otroka. Iz tega je išlo, da je velika afera je bila potem v 60-ih letih v Los Angelesu in sicer je država v okviru Medicaid programa torej namenjala subvencije, za voljo česa so bile potem te institucije, zdravstvene institucije v Kaliforniji seveda zainteresirane za izvajanje sterilizacije z istočasnimi ostanki eugenistike, ki niso zamrli. Torej, čisto mimogrede, kaj se je zgodilo s temi eugenističnimi znanstveniki v 20., 30., 40. letih? Ti so si dopisovali z nacističnimi doktorji v Nemčiji, ohranjena je tudi korespondenca, še celo z Mengelejem in potem tudi, kaj se bo pa sedaj zgodilo za nami, eugenistika seveda zaradi domnevne denacifikacije izgublja na pomenu, postala je pač osovražena znanost, nič, mi bomo to prekanalizirali v znanost o genetiki. Ampak, torej, stvar je ta, da so morali, torej, če se vrnemo sedaj nazaj v Los Angelesu v 60. in še vedno zgodnja 70. leta, torej so bile prisiljene opraviti sterilizacijo in sicer pod pogojem, če ne bodo se podvrgle tej sterilizaciji, bodo izgubile socialno podporo. In te bolnišnice so bile zelo zainteresirane za izvajanje sterilizacije, ker so seveda dobile finančna sredstva. In to je šlo skupaj z eugeniko in tako je ameriška država spodbujala rasializirano in razredno diferenciran pristop do pravice do reproduktivne avtonomije. Torej ne samo z omejevanjem dostopa do kontracepcije, abortusa, ampak kar je pomenilo za določene skupine pač prisilo k biološki reprodukciji, in hkrati istočasno z izvajanjem sterilizacije na svojih lastnih tleh v okviru te demagogije, ki je bila posejana že na začetku 20. stoletja in pomeni sožitje trojčka merkantilizma, torej maltuzijanstva in eugenike. In sedaj, v leta 77 se ta paradigma zamenja. Ni naključje po eni strani, da se uvede tako rekoč privatizacija ameriške vojske, torej da ni več konskripcije. Torej, danes konskripcija v ameriško vojsko poteka izključno med revnimi, obuboženimi, dispossessed, s sistematičnimi pritiski tudi po biološki reprodukciji, za voljo zapolnjevanja bazena delovne sile in vojaške sile za potrebe militarističnih osvajanj. Torej, 1977 se v Združenih državah ta politika zamenja in preide v vsesplošni merkantilizem, medtem ko sočasno v neokoloniziranih deželah se izvaja politika neomaltuzijanstva. In tako že leta 1961 Rockefeller Jr. Pokrene inicijativo za ustanovitev populacijskega sklada. Imam podatke, da prispeva takratnih 100 milijonov takratnih dolarjev za razvoj kontracepcije. USAID prispeva 100 milijonov leta 1958 že za razvoj kontracepcije, za obvladovanje dežel, tako imenovanih dežel v razvoju.
In iniciator te politike je dinastija Rockefeller. Ta drugi iniciator je dinastija Ford. Torej, dinastija Ford in Rockefellerji sodelujejo v 60. letih pri vzpostavljanju tako imenovanega populacijskega sklada. In iz tega potem, to je začetek druge faze, in iz tega se namenja 500 milijonov, tako USAID namenja 500 milijonov, istočasno še vedno poteka pregon kontracepcije. ZDA kontracepcijo legalizirajo šele leta 67, ampak izključno za poročene pare in šele leta 72 za vse ostale. Torej med tem, tako rekoč, že poteka priprava na novo fazo rasializirane demografske politike za aplikacijo na neokolonije. In takrat se zgodi tudi razkol med državami socializma in pač kapitalističnimi zahodnimi državami. Jugoslavija je ena izmed sopodpisnic ustanovitelja, torej da se sprejme populacijska politika, ampak ne kot populacijska politika, ampak kot pravica do načrtovanja družine, ki ni povezana z vsiljevanjem politike, koliko otrok naj bi družine ali ženske imele, ampak sočasno z izvajanjem socialne politike. Politike, ki pomeni razvoj produkcijskih sredstev, pomeni lastništvo nad produkcijskimi sredstvi in da depopulacija je neoimperialistični prijem, s katerim se zakriva vzroke revščine, strukturne vzroke revščine in se potem krivdo zvaja na domnevno domače ali pa domorodno prebivalstvo, ki naj bi se preveč razmnoževalo. To je popolnoma rasistična politika. Rasistična politika. In seveda to se danes izvaja tudi po uničenju socialističnega bloka. Zelo pomembna je bila konferenca leta 1974 v Bukarešti, ker je potem prišlo do razkritja neomaltuzijanstva, imperialistične politike. In po uničenju socialističnega bloka imamo sedaj tretjo fazo neobrzdanega neomaltuzijanstva s politikami, kjer gre za prisvajanje uzurpacije socialističnega besednjaka in antikolonialističnega besednjaka ali pa besedišča, kjer naj bi domnevno sedaj Nemčija, Francija na čelu z ZDA vzele v ozir emancipacijo žensk, skrbele za njihove reproduktivne pravice in avtonomijo, ampak glej ga zlomka, ta kontracepcija, torej pod programom tako imenovani Family Planning, in to je FP 2020 in posodobljeni 2030, ustanovljen je ta fond ali sklad 2012 in pri ustanovitvi tega sklada sodeluje Bill Gates fundacija, torej niso več Rockefellerji, Carnegie in tako naprej, ampak je Bill Gates, torej računalniški tehnološki kapitalistični sektor, Hewlett Packard, to so potem agencije, ki sodelujejo pri vzpostavitvi tega sklada, za zagonska sredstva Bill Gates Foundation prispeva $1 milijon in tako se potem priključijo še vse ostale današnje neokolonialistične imperialistične države, ki v ta fond zvajajo po 500 in ne vem koliko milijonov evrov v milijardni zneski. Doma pa bogata Nemčija vodi pilotni projekt po 7 srednje velikih nemških mestih subvencioniranja kontracepcije za določene skupine žensk, ki si pač nakupa kontracepcije po doseženi starostni meji 20 let ne morejo več privoščiti. In to je samo nekajletni projekt, ki je že izvenen. Tako imenovana, pa še nekaj bi rada povedala. Torej, vsa ta ideologija se sedaj zliva tudi v naš prostor in samo strah nas je lahko, kaj se bo sedaj dogajalo na Hrvaškem, ker se govori o ustanavljanju ministrstva za demografijo, ne socialne politike, ampak ministrstva za demografijo. Torej, ko manjka socialna politika, je pritisk na ženske k prisilni reprodukciji, biološki reprodukciji in vstopu v materinstvo in seveda to pomeni spet načrtno targiranje deprivilegiranih
dispossessed. Torej, samo strah nas je. In ko poslušamo, in tudi pri nas, torej desničarji, sedaj bodo potem nastopili po zgledu Hrvaške, takrat bo to bratska Hrvaška, sicer ni, ne, ker so sami konflikti umetni, ki jih sproža ta ista politika, ampak takrat bo to nenadoma bratska država, zgledu katere je treba slediti in posvojiti demografsko politiko namesto socialne politike. Nasploh nimam besed. Grozno. Upam, da sem vsaj malo odgovorila, ker to je ogromno. To je zelo kompleksno, ampak če govorimo o Franciji, moramo razumeti predvsem Združene države Amerike. Torej, Francija, Nemčija, to so priključene države, interes pa je. Torej, zakaj je takrat nastopila v 20. in 30. letih evgenika s tem planom? Ker je bilo za kapital, in še nekaj vam povem, tudi v Združenih državah je bila najprej pod eugenističnimi politikami najprej ideja. In to je bil program, ki ga je financiral Carnegie. In 8. točka programa iz 20. let je, v 8. točki je pisalo, da vse nezaželjene ali unfit skupine ljudi, da se jih ne sterilizira najprej, to je bila kasnejša politika, ampak da se jih eutanizira. To je stalo pod točko 8 v programu, ki ga je financirala dinastija Carnegie. Torej, nacisti so se zatekli potem k eutanizaciji kot naslednji stopnji, najhujši stopnji. Združene države Amerike so ostale pri sistemski sterilizaciji. Dokler se potem ta paradigma ne zamenja leta 1977. In to tako. Torej, moramo razumeti izvor tega. In izvor tega so Združene države Amerike, torej sklop rasializirane, razredne, merkantilistične, eugenistične in maltuzijanske politike. In neomaltuzijanstvo se danes pojavlja pod pojmom populacijska politika. Lokalno pa kot demografska politika. Okay, hvala za ta izčrpen odgovor. Pa če imate mogoče slučajno še kaj za dodati? Niti ne, mislim, ne bi zdaj koristil tega časa. Prej sem posebej vprašal, kdaj to v Los Angelesu, zaradi tega, ker se mi je nekaj druga utrnilo, kako se je takrat razvijal Los Angeles, ki je praktično v nekaj desetletjih iz vasi milijonsko mesto nastalo in je to tudi blazno zanimivo, no, ampak mislim, usporedno z razvojem, mislim, z velikim nepremičninskim boomom, se pravi tega belskega in anglosaškega protestantskega kapitala na eni strani in seveda usporedno pretežno recimo judovskega v zabavni industriji, ne, to vsi poznamo verjetno. In je, ampak to je pa mislim, počivalo na eni strani, oziroma to je imelo za podporo nativistične in rasistične politike, pa seveda napad na delovne ljudi, toliko daleč, da se je marsikatera oblika organiziranja kriminalizirala, ne. Obenem se je pa prodajal, mislim, zakaj je tako dobro uspeval nativizem pa rasizem, zaradi tega, ker se je Južna Kalifornija kot neka razglednica prodajala, kot, mislim, okolje, kjer, mislim, ali pa obala, kjer na oceanu, kjer sonce nikoli ne zaide in so simpatični bungalovi v vrstah in vrste palm in tako, kar je seveda to reakcijo Srednjega zahoda, ne, protestantsko vleklo tja in mislim, se mi zdi v tem širšem kontekstu, no, zanimiva informacija pa, da pridejo pa te politike zraven, ne, recimo, ki so imele sigurno, mislim, veliko podporo, ne, plus vse te, mislim, proliferacija vseh teh denominacij v Kaliforniji in konzervativne ideologije in tako naprej. No, Soča, torej Kalifornija je bila prva država, ki je uvedla prepoved porok med belskim prebivalstvom in ameriškim prebivalstvom, ki je imelo poreklo na Kitajskem. Torej, Kalifornija je najbolj izkoriščena migrantsko delo iz Kitajske in je pravzaprav na temu tudi izrasla. Pa vsi zasebni železniška podjetja so zrasla, torej na migrantski delovni sili iz Kitajske. In prvi dejansko legaliziran rasistični zakon je bil tako imenovan Chinese Exclusion Act, torej iz leta 1800 in nekaj, ki je pravzaprav odvzel državljanstvo
vsem Američanom kitajskega rodu, kar je veljalo do leta 1943, torej izbrisani. To so bili dobesedno prvi izbrisani. To je zelo pomembno za razumevanje tega. In ko govorimo o evgeniki in maltuzijanstvu, to se je videlo tudi tukaj. Torej, sterilizacija in hkrati tudi prepoved porok med belskim prebivalstvom in ameriško-kitajskim prebivalstvom. Torej, Kalifornija je prva, ki to uvede, ta rasni zakon. Okay. Jaz bi mogoče zdaj naredila karen preskok, zaradi tega, da ne bomo predolgi, na nekaj dve zaključni vprašanji, pa za tovariša Gzelmana. Prvo, torej v zaključnem poglavju Veržej pozove k repolitizaciji feminizma in pa opozori na poskus kolektivnega izbrisa dogodkov iz druge polovice prejšnjega stoletja, torej teh prisilnih splavov in tudi sterilizacij ter odvzema otrok. In kakšne rešitve predlaga tukaj Veržej in zakaj pa je to spominjanje tako pomembno? Se pravi, knjiga ima, se mi zdi, veliko vrednost je zanimiva zaradi tega, ker ne samo, da je to nek popis množice empiričnih podatkov, ki se ukvarjajo s tem primerom na otoku Reunion, ampak predvsem zaradi tega, ker se potem poglavje za poglavjem vzame čas, pa pojasni, kakšna je bila, ne vem, razredna struktura tam, o kateri sem nekaj malega poskusil prej povedati, ko govori o teh javnih uslužbencih in nekih beneficijah, ki so jih dobivali, da so jih tja privabljali in tako naprej. In pol ne vem, kakšna je bila recimo v tem obdobju postkolonialnosti, oziroma kot ona temu reče, republikanska postkolonialnost, ko so se neka vsem politična, ideološka, čisto materialna oziroma ekonomska razmerja pa malo manj spreminjala, kakšen je bil položaj recimo tam v 60-70-ih, oziroma kakšna so bila stališča, pozicije francoskega feminizma in tako naprej. Prav, da... Pardon, kaj je že bilo na začetku vprašanja? Da, kakšne nekakšne rešitve tukaj predlaga, torej ta neka razlaga repolitizacije feminizma. Zaradi repolitizacije, pardon. Spominjanja teh dogodkov. Ja, zaradi repolitizacije feminizma sem se vrnil na vse to. In pač rada govori o, ne vem, liberalnem oziroma potem tudi na nekem mestu civilizacijskem feminizmu, to ima recimo zelo rada, kar je pač klasičen recimo liberalni feminizem ali pa korporativni feminizem, ki tudi imenuje. Skratka, ampak tudi nekim kritičnim recimo feminističnim figuram, ki so bile o pač belski, evropski, kaj jaz vem, kakšni, mislim, tej celinski Franciji, kakorkoli, pa očita amnezijo oziroma potlačitev vsega, kar se je dogajalo v kolonijah oziroma takrat še vedno sočasno v bivših kolonijah. Čeprav so do neke mere bile vpletene v ta dogajanja, ampak so, mislim, zelo slikovito prikaže tudi nekako zelo tako eksotizirale dogajanja v kolonijah ali pa v bivših kolonijah, pa tako malo folklorizirano, kako bi rekel, etnografsko to opazovale, ampak predvsem pa recimo se niso uspele vznebiti tega referenčnega okvirja, ki ga je postavila vladajoča ideologija, se pravi uradna politika francoske imperialistične države, ki je opazovala, ki je bila prisiljena pristati zlasti z neodvisnostjo Alžirije po koncu vojne, torej leta 1962, na to, da se je zgodila neka dekolonizacija, ampak seveda je to naredila na način, kot da je to nek posamični, mislim, zgodovinski trenutek, ki je zdaj zaključen in zdaj smo v obdobju, to je pa zdaj ta republikanska postkolonialnost, torej v obdobju, ko domnevno ni več težav s tem kolonialnim razmerjem. In dejansko, ne vem, francoske feministke, bele feministke so počivale ali pa so izrekale, recimo, so svoj nek izjavljalni položaj
skonstruirale, proizvedle prav na teh pogojih, no, ki ga je zagotovila recimo francoska kapitalistična država. Se pravi, povsem je bila odrezana ali pa, oziroma, kot sem prej rekel, potlačeno vprašanje, kaj se dogaja v čezmorskih departmajih, v kar so se v glavnem preoblikovala ta okolja zdaj, v 60-ih, 70-ih letih. Povsem so potlačila vprašanje raziziranega prebivalstva v teh okoljih in, ne vem, tudi napad, kolonizacijo in razlaščanja, kot reče avtorica, zlasti ženskih teles domačink v teh okoljih. Se pravi, repolitizacija feminizma bi zanjo pomenila to, kar ona imenuje sama dekolonialni feminizem, česar se poslužuje in kar seveda, kot ona reče temu, dekolonialni feminizem je pač neka pozicija, s katero izjavljamo, kar ona odtegne pozabi, no, da tako rečem, zaradi tega bi bilo recimo, to bi bil moj odgovor, zakaj je pomembno spominjanje, ker seveda pozaba organizira nekaj, kar sicer lahko mogoče imenujemo zgodovinski revizionizem, se pravi, da neke dogodke ali kakorkoli že, neke strukture iz preteklosti brišemo oziroma potlačimo, seveda z namenom vzdrževanja nekih specifičnih pogojev ali pa poskusov repolitizacije v naši sedanjosti. Zaradi tega recimo to je največja kritika mogoče njena francoskega feminizma, ki ga imenuje tudi nacionalni feminizem in mu očita skoraj da nekoliko sarkastično mogoče, da se ni uspel denacionalizirati. Čeprav same feministke, tiste, ki jih ona kritizira, seveda niso govorile, niso tega osmišljale kot francoski feminizem, ker del ideologije tega feminizma je bil seveda ta, da obstaja samo en univerzalistični feminizem, ampak ta prevzeta pozicija je bila že neka belska ženska, recimo v središču akumulacije kapitala, ki ne vem, katere rasizirano telo se ni sistematično, ne vem, posiljevalo med vojnami in tako naprej, naprimer. Mislim, mogoče tudi kakšni, no, to ziher ni toliko točno, ampak glede na to, da govori tudi o tem, sploh primeru med alžirsko vojno, o posiljevanju žensk in tako naprej. Recimo, vse to je bilo zamolčano, in zato recimo je po njeno, oziroma jaz pomislim, pomembno to spominjanje. Jaz si mislim, da je to pač neko spominjanje in neke politike, ki jih zahodne države še izvajajo, tudi ravno to, o čemer ste vi govorili, se mi zdi, da se do neke mere povezuje, pa bi še vam tudi sicer Burcar dala zadnjo besedo. In sicer do neke mere povezano, do neke mere ne, ampak malo za kontekst. Torej, marca letos je Francija v svojo ustavo vpisala pravico do splava, o čemer smo lahko brali in so mediji poročali kot neki prelomnici na področju pravice do splava, na splošno o reproduktivnih pravicah. In s tem se je izvajal neki izbris dejstva, da je Jugoslavija prav to, če ne še več, naredila že leta 1974. To ste vi do neke mere omenili tudi v svoji knjigi. In je mogoče to moje vprašanje, kako vi vidite to razliko med dikcijo in pa tudi vsebino jugoslovanske in pa francoske ustave v luči poziva po celostni obravnavi reproduktivnih pravic? Mislim, da mogoče ne velja izpustiti tudi vprašanje o liberalnem feminizmu, ker to je seveda zelo pomembno. Tako da na kratko je potrebno povedati, da liberalni feminizem pristaja na status quo, torej da v bistvu govori o polnomočenju ali pa si prizadeva za opolnomočenje le za določene skupine žensk na račun vseh ostalih, kjer poteka sočasno potiskanje v pogospodinjenost. Torej, da je to pač ena oblika, in to se odraža potem tudi v zakonu, kot je bil sprejet in členu, kot bo potem tudi vnešen v samo ustavo.
torej da gre za izboljšave samo za določene skupine žensk v okviru vzdrževanja statusa quo, torej institucionalnega kapitalističnega patriarhata. To je zelo pomembno. To zavedanje je zelo pomembno. Torej, liberalni feminizem govori o pripustitvi žensk v družbo, torej v obstoječo kapitalistično institucionalno patriarhalno družbo. Torej, ironija je seveda, da znotraj takšne družbeno-ekonomske ureditve so ženske že pripuščene in sicer kot strukturna margina, recimo kot sekundarne delavke, kot polovično zaposlene delavke, kot prvenstveno gospodinjene matere, oziroma ženske matere po rojstvu prvega otroka. Torej, liberalni feminizem ne govori o sistemski emancipaciji, ne govori o odpravi sistemskega izkoriščanja in o sistemski neenakosti. Namesto tega se oklepa individualnih vprašanj in pač govori o individualnem uspehu, torej uspehu določenih žensk, pri čemer gre za promocijo recimo kvot na funkcijah politične moči in na menedžerskih pozicijah. In to vemo, kaj pomeni. Tudi pri nas imamo sedaj uvoženo to dikcijo, govorimo o polnomočenju žensk, o emancipaciji žensk in to naj bi predstavljala njihova številčna reprezentativnost oziroma večje številčno pojavljanje na mestih pozicije moči, torej v menedžerstvu in pa tudi v politiki. Ampak istočasno gre za sprejemanje paketov, ki vse ostale ženske pogospodinjujejo. Torej, istočasno gre sprejemanje dela za polovični delovni čas, torej leta 2001 pri nas, potem do 2013 najrazličnejši paketi, ki so dejansko podaljšali odstranjevanje žensk z trga dela za polni in nedoločen čas ali pa za kakšne druge oblike dela, kajti tu gre za prekarizacijo, za polformalne oblike dela. Vi kot polovično zaposlena nikoli ne morete napredovati, nikoli ne morete pridobiti ustreznih kvalifikacij, se vas ne izobražuje in to je v bistvu poustvarjanje tega sistema, ki je na Zahodu obstajal, recimo v obliki tako imenovanega marriage bar, ko je šlo za prepovedi zaposlovanja žensk, takoj, ko so se poročile, kar je bil sinonim pač za vstop v materinstvo in zato se jih je že od vsega začetka odrivalo v oblike dela, ki so bile nezahtevne, se jih ni pač usposabljalo in to se danes nadaljuje v posodobljenju hraniteljskega modela z preusmerjanjem v tako imenovane part-time jobs. In to je tudi poglaviten vzrok za tako imenovano plačno vrzel oziroma vzpoljeno plačno vrzel. O čemer pa seveda se na Zahodu ne govori in to je problem liberalnega feminizma, ker govori o prejudiciranju, ne govori pa o strukturnih vzrokih in neprestano to zvaja na nek konflikt med moškimi in ženskami. V resnici pa gre za strukturne vzvode institucionalnega kapitalističnega patriarhata. No in tu zakaj o tem govorim? Torej, sočasno imamo isto politiko v Franciji, torej gre za to, da naj ženske zasedijo več političnih funkcij in tako dalje. In te ženske, tako kot na Švedskem, bodo sebi ustanavljale celodnevne vrtce v parlamentu. Ampak istočasno sprejemajo politike, ki potiskajo ženske v dolgoročno odsotnost s trga dela, ostale. Zato govorim, da gre za opolnomočenje izbrane, dobro stoječe skupine žensk na račun vseh ostalih, ki se jih potiska v pogospodinjenje in vloge na račun podružinjenja socialnega reproduktivnega dela. V Franciji je tipičen primer. Torej, po eni strani imamo te političarke pa menedžerke, to so vse te, ki si lahko zagotovijo seveda vstop nazaj na trg dela s polnim delovnim časom, na račun podpisovanja politik, ki vse ostale potiskajo na 3-letne starševske dopuste s nadomestili, ki so torej 450 evrov, 180 evrov, 280 evrov, odvisno ali delate za polovični delovni čas in odvisno koliko otrok imate, ker gre še za natalitetno politiko. Torej, po drugi strani pa imamo v 80-ih letih uvedbo instituta licenciranih varušk na domu ali pa nelicenciranih. Torej, licencirane varuške na domu gre za deprofesionalizacijo dela in za njegovo ne feminizacijo v smislu številčnosti, ampak za lepljenje konstrukta femininosti na
na varstveno delo, češ, da to lahko počnejo tudi ženske, ki so matere, naj grejo samo na 3-mesečne tečaje in bodo potem že usposobljene za profesionalno varstvo otrok. To je deprofesionalizacija, to je napol podružinjanje tega dela in zato tudi ni koincidenca, da je to delo na domu, ki ga izvaja varuška na svojem domu in potem varuje do 5 otrok, ali pa to po zakonih, ki so bili v Franciji sprejeti, ali pa izvaja to varstvo enega samega otroka ali pa 2 pač v tej družini. In sedaj gre za dvotirni sistem. Torej, eno je skoraj da totalno pogospodinjevanje, medtem ko si druge premožnejše lahko zagotovijo izstop, se izognejo primežu 3-letnih starševskih dopustov in podplačanosti na račun tega, da država sama ne vlaga v javno mrežo, ker to seveda stane. In ta deinvesticija se je zgodila v 80-ih letih. Najprej je bil nek višek po ukinitvi standardnega hraniteljskega modela in potem takoj FNOP. Torej, ker je šlo za uvedbo licenciranih varušk. Licencirane varuške, torej se ne zahteva profesionalno usposabljanje. Gre za to, da danes licencirane varuške predstavljajo 300,000 tako zaposlenih žensk v bazenu, ne več kot 300,000, 310,000 nekaj, v bazenu 600,000 vseh zaposlenih delavk in delavcev v sektorju namenjenemu varstvu otrok. To je polovica. To je polovica tega kadra. In veste, komu ta kader služi? Tam, bogatejšim, pa srednje dobrostoječim, pri čemer gre za nadaljnjo diferenciacijo. Torej, bogatejše in država to subvencionira, torej ta iste, ki sprejemajo to politiko, sebi nastavljajo tako, istočasno prekarizirajo in pogospodinjujejo vse ostale. Torej gre za to, da torej imate 2 vrsti licenciranih varušk, ki delajo na domu, na svojem domu in vi, seveda, če to ni institucionalno, če je tako individualizirano, vi imate težavo. Kaj pa, če take varuške v vašem okrožju ni? Kaj pa, če zboli? Komu pa potem peljete vaše otroke? Ne? Torej, če niste, torej, to je zelo pomembno. Zato si bogatejše pač zagotavljajo tako imenovano individualno, ne nujno licencirano varuško, ker to zakon dopušča, na svojem lastnem domu. In sedaj poslušajte. Zakon, ki so ga sprejeli tudi te ženske na pozicijah moči znotraj te politične kvote v okviru institucionalnega kapitalističnega patriarhata. To pa vam moram predočiti ta podatek, s tem se zdaj ukvarjam. Torej, država takim, da zaposlujejo licencirane ali nelicencirane varuške na svojem domu ali pa na njihovem domu, namenja subvencije in namenja davčne olajšave. To koristi izključno samo bogatim oziroma srednje dobro stoječim, ker davčna olajšava se pozna samo pri tistih z višjimi ali najvišjimi dohodki, pri čemer takšno prekarizirano delo država spodbuja in subvencionira in sicer določa, da subvencijo daje za plačo te varuške pod pogojem, da dnevno ne sme presegati 875 evrov bruto. Dnevno. Za varstvo enega otroka. Ampak to je zelo malo. Ker potem se morajo še odvajati vse možne stvari. In finta je v tem, da hkrati potem tudi določa, da delovnik, zato sem govorila prej o 35-urnem delovniku, zakon določa, da je delovnik varuške 45-urni, da dela 6 dni v tednu in da se subvencionira, če gre za, torej 58 evrov bruto pomeni za varuško na njenem domu, medtem ko za varuško na domu staršev neto plača na uro ne sme presegati 3,03 evra. To določa država in samo do te mere potem tudi daje subvencije. To so politike, ki jih sprejemajo, to je ta liberalni feminizem. Zato govorimo o tem, da vzdržuje status quo, to je institucionalni patriarhalni status quo, da deluje v korist pač izboljševanje položaja določenih najbogatejših skupin, privilegiranih skupin žensk znotraj obstoječega sistema. Torej ne gre za odpravo sistemskih izkoriščenj, ravno obratno, to še poglablja.
Zato govorimo o individualnem opolnomočenju, torej je samo fokus na določenih ženskah, individualnih ženskah, ki so kao uspele, ampak na račun vseh ostalih, ki se jih potiska globlje v gospodinjevanje, v prekarizacijo. Se poglablja institucionalni patriarhat, pri čemer gre tudi samo za tako imenovane single issue policies. Sedaj pa jaz ne vem, kako to prevesti, mi lahko pomagate, ali pa pomagaste. Namreč, single issue pomeni, da nimamo sistemske politike, ker to pomeni, da moramo potem seveda nasloviti strukturne vzroke in tudi govoriti o sistemskem izkoriščanju, kako to deluje, ampak gre samo za individualizacijo nekega problema. In tu pri tem zakonu o abortusu, ki naj bi zdaj postal člen v ustavi, se to kaže. Torej v ustavi, to je tipičen primer single issue. Torej, je zapisano, tukaj imam, sem si prinesla, torej naj bi pisalo, da je ustavno zagotovljena pravica do abortusa. Kje pa je kontracepcija? Torej, ne naslavljamo celostnih reproduktivnih politik, kajti gre samo za single issue. Torej, hkrati abortus v Franciji ostaja, torej vi morate še vedno doplačevati za določene stvari v okviru abortusa. Torej, 2013 je bilo sicer potem določeno, da država subvencionira poseg, ne pa vse ostale preglede, ki jih vi morate opraviti. Torej, to je bilo še vedno plačljivo ali doplačljivo. In pri čemer v Franciji še ta sistem, da vi morate plačati vnaprej, šele naknadno vam potem zdravstveni sistem to refundira. Torej, je to že omejitev, kljub temu, da naj bi bila to ustavna pravica, torej je že finančna omejitev. No, potem 2019 je Francija potem sprejela tudi zakon, s katerim se že vnaprej refundira tudi nekatere pač so posege, ampak vi, ko pridete k zdravniku, vi morate še vedno odšteti 25 evrov. Hkrati morate odšteti še 1 evro za ne vem kaj, samo da se tam lahko prikažete. In to se potem seveda kopiči, je še vedno finančna. Torej, tega se ne naslavlja. In sedaj, torej, če je to zapisano v ustavo, še ne pomeni, da je tudi materialno zagotovljena pravica. To je zelo pomembno. In tega liberalni feminizem ne naslavlja. Vidite? To je zelo pomembno. Tega ne naslavlja. No, kaj pa naša draga socialistična Jugoslavija? Sedaj bom pa še nekaj drugega pokazala, če bom našla, kam sem jo, pa tako sem si lepo pripravila. Evo. No, tako. Torej, ne gre za celostno vprašanje reproduktivne avtonomije. Reproduktivna avtonomija ne temelji samo na pravici do splava. Ključ do reproduktivne avtonomije je pravica do kontracepcije. In seveda pravica do abortusa se s tem dopolnjuje. Tu izgine pravica do kontracepcije, ki je v Franciji za najbolj učinkovita sredstva še vedno v celoti plačljiva ali zelo doplačljiva. Subvencionirane so samo najcenejše kontracepcijske tablete prve in druge generacije. Medtem ko recimo naprednejše kontracepcijske tablete so samo dosubvencionirane, vi morate še vedno ogromno plačati. Torej, jugoslovanska politika socialističnega feminizma je bila celostna. V ta namen je bila, torej 74. je bila to ustavno zagotovljena pravica, ki pravi, ne govorimo o pravici do abortusa, ampak o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. To pa zavzema kaj vse in to je bilo določeno z rezolucijo, sprejeto leta 1969 in potem še leta 1974 za našo republiško resolucijo, resolucija o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost. Pod to spada pravica pri svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Eksplicitno pravica do kontracepcije, pravica do umetne prekinitve nosečnosti in seveda tudi pravica do pomoči pri zanositvi v primeru zdravstvenih težav. Potem v 80. letih je bila temu dodana tudi pravica do sterilizacije. Torej,
ampak ne tako po teh neomaltuzijanskih pravicah. Torej imamo 4 sklope, tega francoska ustava sploh ne govori. Potem pa najdemo recimo v novinarskih zapisih takšne sprevržbe. Torej, citiram, odkje je to? Dnevnik. Poslušajte. Pariški Le Monde piše, da je Francija prva država na svetu, ki se spremembo ustave eksplicitno daje poroštvo za pravico do splava. A že v slovenski ustavi iz leta 1991 piše, odločanje o rojstvu otrok je svobodno. Vidite razliko? 91 ni več pravica. Torej, leta 1974 je to pisano, pravica človeka je, da svobodno odloča o rojstvu otrok. Leta 1991, o tem pišem pač v tretjem delu monografije in natančno zanaliziram razlike, pa to postane samo še svoboščina. Torej, če je pravica, pomeni, da mora država zagotavljati tudi materialne pogoje za to, vso zdravstveno infrastrukturo in tudi pravico do izobraževanja. Vse to je resolucija, jugoslovanska resolucija vsebovala 4,5 gosto tipkanih strani je bila dolga, vsa ta navodila in ta zaveza je vsebovala. Zato ni čudno, da je recimo tudi pri nastajanju te rezolucije in pri sprejemanju te pravice, torej v konferenco za družbeno aktivnost žensk Slovenije, predvsem za koordinacijski odbor za načrtovanje družine, da je ta vseboval predstavnike in predstavnice 54 različnih organizacij in med njimi je bila tudi JLA. Kajti resolucija je določila, da se morajo vršiti sistematična izobraževanja o pravici do kontracepcije in seveda tudi o načrtovanju rojstev. Zato je tudi JLA imela svoje izobraževalne kurse in takrat, ko sem šla v arhive Jugoslavije in tam to prebirala, sem z veseljem in z užitkom prebirala, ko so potem ti učitelji tam poročali. Ponavadi je bilo vedno kakšno divjanje in nedisciplina. Ko smo imeli to 2 uri, groba tišina, vsi resni. Nobenega zbijanja šal. Ampak dobro. Gremo naprej. Torej, a že v slovenski ustavi iz leta 1991 piše, odločanje o rojstvu otrok je svobodno. Potem pa novinar naprej. Mnogi to razumejo kot ustavno pravico do splava. Mnogi to razumejo, a veste kakšno neznanje in nevedenje iz tega izhaja? Posledica česar je, da se daje amunicijo konservativnemu taboru, kajti seveda, to je bilo pospremljeno z resolucijami, ki so bile sprejete vnaprej, vsebovali so vse te člene, kaj vse to pomeni in je bilo jasno zapisano, da to pomeni tako pravica do umetne prekinitve nosečnosti, kot pravica do kontracepcije, pravica do ozaveščenosti, do izobraževanja, ustanavljanje posvetovalnic. Potem matični uradi so morali tudi izdati brošuro paru ob poroki in tako dalje. Vse te stvari. No, ampak, čakajte, samo še malo. Potem pa, ob sprejemanju nove jugoslovanske ustave leta 1974 je Ustavna komisija Zvezne skupščine predlagala zapis, citiram, ženski se zagotavlja pravica, da prekine nosečnost, pol pa nadaljuje novinar precej slabšalno, vendar je slovenska političarka Vida Tomšič dosegla, da se je 191. člen ustave glasil, človek ima pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Hkrati to primerja s tem, kaj se dogaja v Franciji. In to je potem primerjalno sporočeno, kot da je to slabša verzija od tega, da imaš ti opisano do pravice do umetne prekinitve nosečnosti. Ne, to je bila naprednejša verzija, zato ker je pomenila celostno oskrbo. In predvsem na prvem mestu pravico do kontracepcije in že leta 1968 brezplačno v celoti, torej ne pa tako kot recimo v Franciji. In še nekaj, torej potem pa piše ta novinar, podobna formulacija je 17 let zatem prišla tudi v slovensko ustavo. Ne, ni prišla v ustavo. Če se je ravno 17 let zatem, če pa piše nekaj vrstic prej, 91, piše odločanje o rojstvih otrok je svobodno. Ni podobna formulacija, čisto druga je. In ni prišla 17 let v ustavo, ampak je prišla že leta 77 v republiško slovensko ustavo. In če imate tak vakuum, ustvarjate napačno predstavo o tem, da v bistvu v Jugoslaviji je nekaj bilo, ampak mogoče to v Franciji sedaj bolj napredno, kar ni res. Sploh ni res. Čisto druga slika. In še druga stvar, torej celostna oskrba in sedaj zadnji del resolucije pa pravi še naslednje. Torej,
svobodno odločanje o rojstvu otrok ni pogojeno samo s pravico do kontracepcije, do pravice do umetne prekinitve nosečnosti in sterilizacije in pač zdravljenja v primeru nezmožnosti zanositve, ampak je neposredno pogojeno tudi s tem, da se izvajajo socialne politike, ki omogočajo dejansko svobodno odločanje o rojstvu otrok. Zato med drugim tu na prvem mestu stoji tudi otroško varstvo ima, drugi člen, otroško varstvo ima pri odločanju za otroka v sedanjih razmerah čedalje večji pomen. In potem vse razčlenjeno, kaj je potrebno izvajati s to politiko. Torej, da se načrtovanje družine in družbenih prizadevanj za njen nastanek in varnost mora postati sestavni del programov samoupravnih interesnih skupnosti. To uresničujejo za ustrezno stanovanjsko, zdravstveno in vzgojno-izobraževalno politiko s potrebnim poudarkom na družbenih oblikah varstva in vzgoje otrok ter varstva matere s politiko zaposlovanja in za stalnim izboljševanjem delovnih pogojev, kakor tudi za zagotavljanje stanovanjske politike. Voilà. Zato sem vam neprestano sedaj tudi govorila o teh francoskih organizacij varstva, prekarizaciji, pogospodinjevanju in tako dalje. Torej, kam se umešča sedaj francoski člen o pravici do umetne prekinitve nosečnosti? V kontekst pogospodinjevanja, tako rekoč za večino žensk, ker je to ustavno varovana pravica pravzaprav za tiste, ki si lahko to privoščijo. Namreč, v Franciji velja ob centralizaciji zdravstvenih ustanov in tako dalje, obstaja ogromno tako imenovanih zdravstvenih pustin, torej puščav. Pravica do abortusa je lahko ustavno zagotovljena, ni pa materialno zagotovljena, zaradi tega, ker manjka infrastruktura, ker se na podeželju ne izvaja, ker je zakon iz leta 1975 uvedel govor vesti. In ker seveda, in to ni obvezno izvajanje za vse bolnišnice. Bolnišnice se lahko za to odločijo ali pa ne, niso pa dolžne tega izvajati. In posledično je velika gravitacija v Pariz, ker seveda to je potem še delno privatizirano. In problem je, da ker je zdravstvo tudi tako privatizirano, privatne ordinacije ne izvajajo več kirurških posegov, ampak samo medikamentozne splave in to pomeni samo do 9. tedna nosečnosti, kar je zopet potem velika ovira in zato je potem Francija začela masovno podaljševati rok za terminacijo, torej najprej z 10. na 12. teden in potem še pred nedavnimi leti na 14. teden celo medicinske sestre pooblastile, da lahko izvajajo karitažo. Si predstavljate, kaj to pomeni? In to seveda je popolna razredna diferenciacija. Vi imate lahko to zapisano v ustavo, ampak to je člen, ki varuje predvsem tiste, ki se lahko privoščijo varen, učinkovit in pravočasen poseg, ker čakalna doba zaradi vseh teh dejavnikov v Franciji je, zamislite, ko sem to prebrala, od 1 do 2 mesecev. 1 do 2 mesecev. In zato je pač in vemo, kaj to pomeni. Torej, gravitacija je zato v Pariz in premožnejše, tiste, ki imajo boljši dostop do informacij in tako dalje, si lahko pač privoščijo to v Parizu. In zato v Franciji obstaja tako imenovana interna migracija, kar zadeva abortus, torej 18% žensk, ki si lahko privošči, ker to seveda pomeni potne stroške, varstvo otrok in tako dalje, potuje v bistvu pač potuje v Pariz, torej je 18% migracija, da lahko si potem pravočasno zagotovijo. Ampak vse to je povezano s stroški, tudi z možnostjo neodhoda z dela, še posebej, če delate za polovični delovni čas in podobne zadeve. Torej, upam, da sedaj razumemo razliko. Razlika ni samo enormna, ampak je planetarna. Je dvoje različnih, totalno različnih sistemov. In liberalni feminizem pač znotraj tega se lahko sedaj pohvali, je šlo za individualizacijo nekega vprašanja in gre samo za redukcijo zelo, to, kar bi moral biti kompleksen in sistemski pristop, je samo zumiranje samo na en delček celotne slike. Ampak s tem reproduktivne pravice niso zagotovljene. So zagotovljene, pač so določen sloj in so ustavno varovane sedaj. Upam, da to razumemo. Povedano zelo preprosto.
imam še kaj drugega, ampak. Ja, naš čas lih malo preganja, tako da bi jaz na tej točki kar zaključila. Žal je ful še nekih tem ostalo nepokritih, ker se mi zdi, da pač te 3 knjige imajo še ful stvari, tako da pač seveda Se upravičujem, da sem jih vabljeni vsi jih branju, pa najlepša hvala mojim gostom, da ste se mi pridružila in seveda vsem, ki ste nas prišli poslušati. Hvala lepa za vaše potrpljenje.